Peno, recimo. Ne, ampak ti pomisli, ne, una svinerija, ki jo je spil, ne. Ker takrat ni imel... Kjer ura pa kjer un. Ja, ta prvi. Okay. Ta prvi. Ta prvi, ne. Ta prvi pijanc. Ti si sam žit namočil in žit je sfermentiral. In tiste je mogla biti ena res grozna žlobudra. Ja, ni verjetno lih najbolj. In on se je lahko samo v efekt zaljubil, v okus se ni mogel pisati. Da, veš, vprašanje... Po mojem, da se je efekt zaljubil, ne? Sej to je v bistvu, to je ta gospod. Daj si Mike. Koliko je mogel on tega spiti, veš, da je v bistvu... Ja, lahko da je bilo bolj močno. Ej, mi se mogoče tudi malo podcenjujemo, tele naše starejše. Veš kako, sicer pa verjetno, da je bil okus hrane takrat drugačen, okus vsega je bil drugačen. Tudi to, ja. Lej, ne vemo, ne? Si verjetno si imel ti čist eno drugo predstavo, kaj je dobro, pa kaj je slabo, ne? A veš, mogoče pa sam mi mislimo, da je bila nesreča, mogoče se pa oni to čisto zavestno. Jaz še zmeraj mislim, veš, fermentiranje je en tak način, kako shraniti neko zadevo, ne? No, sej to tudi on prav, ne? A veš, da ni bilo mogoče po nesreči, ampak so to čisto, veš, so fermentirali kaj drugega, ne vem, bom zdaj rekel čisto neke zele, pa so ugotovili, mogoče pa mi lahko tudi žiton kaj tazga naredimo, ne? Mogoče je kakšen drug način, kako lahko žito shranimo, razen v amforah pa z voskom zapečatene, ne? In to so rekli, malo to da bomo probati, ne vem, čist, lahko je tudi slučaj, ne vem, ugibam. Najbrž je malo tudi slučaja, ne? Mislim, lahko tudi, ne, pa res je se pravi, kot ste rekel, kjer je bil un gepard, ki je polči bil slučajen, da je rekel, to nam pa spil. Tole mi pa fajn, aj pokvaren. Ja, ni idej. Ja, no, se diši. Ne, tako, kaj veš, kam mlek, ne bi, ne vem, veš, a veš, ker ne, oni so do sera so tudi mogli priti, pa sem tudi mogli reči, tako, ne? Sej ni diši, ampak dajmo probati, mogoče pa ne, je pa bolj trd, kot mlek. Ja, ampak kdo reci, a veš, mene je zmeraj zanimal... Daj si ga še malo bolj naprej, kar se vštejem, da si da. Kdo je bil ta prvi, ne? To misliš? Ne, recimo, kdo je bil ta prvi, ki gorgonzole ni stran vrgel? Ja. No, tudi to, ja. A veš, ne, da si rečeš, ne... Pa lej, tole pa jaz vsem pojedu, lej. A veš, mislim, ka plesen je problem, ne? Plesen ful ni zdrava za nas, ne? Ja, mislim. In moraš res paziti, ne? Ja, mora biti ta prava plesen, ali pa da ni zgnil, ne? Se je tudi ta moment, a veš, da ti ne... Da imaš plesen, pa da ti ne zgnije, ne? Da ne... A veš, da pride bakterije zraven, da res plesen. Divje fermentacije so čist druge, kakor so današnje, ne? Ja, seveda. Veš, tisti, ki pridejo divje kvasovke noter. Ja, kar so imeli takrat, ne? Ja. Dobrodošli v današnjem podcastu za fermentiranje živil. Yeah. Shoto reče shranjevanje. Ja, na sveti za vlaganje. Tako. Ker se bliža zimska sezona v naslednji oddaji. V torek prosim, da ne sadite stročnic, ker bo mraz. Čeprav to po mojem bilo tudi, mislim, če kaj znov ne bi. Da bi v bistvu podcast, kjer imaš setveni koledar za vsak dan sprota. Pa pratiko obdelaš. Ja. A to ljudje delajo po pratiki? Po mojem, da kakšen še. Sam tisti verjetno ne poslušajo podcastov, bi rekel. Ugibam, da ne delam krivice. Ne, se ti moraš zdaj spet, veš, vse te stvari se vse vračajo. Zdaj nekdo, ki ima na balkonu v 28. štuku visoko gredo, verjetno dela po pratiki. Siha. 100%. Absolutno, setveni koledar ima gor, razumeš, v kuhan, ne? Ne, jaz bi seveda je tudi lepo zizaniran pa to. Ja, jaz bi poslušal ta podcast, mislim o fermentiranju pa tako naprej. To tudi je, samo setveni koledar pa bolj ne. Lej, mogoče mi se veš, da malo zameša, to me tudi zanima, lej. A veš, da mi pove, a veš, da res ne veš, mislim, glede na to, da smo danes 10. januarja, ne bi mogli imeti oddajo o zdravem življenjskem slogu. Mislim, se je to predela domačo zelenjavo. Tako. Pa, tam sem strupi. Te pridemo še na polje samo skrbe, to bomo tudi mogli, prej kasneje bomo mogli, če ne naša generacija, pa tudi najbrž naša, pa generacija naših, ena kasneje, ali pa naših otrok, ali pa te, za nami, samo skrba. Ja.
Na 23 kvadratih sam. Teski si. Ja, še živo boš. Ja, seveda, ja, kako pa? Ja, valjda. Lej. En štuk više boš imel. Ti pograd boš imel, na vrh boš spal, od spod boš imel. Spodno pa cavek. Ja, od spod pa kure, pa valjda, ne? Kure pa mini krave ali pa nekaj tazga. Mini krave. Zihar obstajajo. Kako pa misliš, da delajo unije mlekomati? Tam so krave not. Ta male. Male. Ta velike ne grejo. Ja, Kaj se bom še naučil? Se bom še naučil. Ja. Kva, mu kar štarta, ali kva? Ja, valjda. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo? Ti pa ti. Jest. Pa jaz. Okay. Zakaj ne ti pa ti? Ti pa ti. Ok, dober. Nisem v tem prvi minuti, pa gremo ven iz scenarija. Dobre, naročite se ali nas podprite. Kako vam povemo na hvala-za-si-ribe.si. Zdaj pa sam še ena stvar. Za citate smo naredili nov page, page. Se pravi, hvala-za-si-ribe.si, poševnica citat, meni se zdi. No, v glavnem, to bomo dali v zapiske, kaj itak, kdo bo zdaj si zapomnil, da je hvala-za-si-ribe.si poševnica citat, ne? Ja, valjda. Tega si ne zapomnil, ker hvala-za-si-ribe.si poševnica citat. Pikaši. Ja, ok. No, v glavnem, kjer bojo citati za naslednje epizode, tako da lahko, ne, da si lahko izbereš, kjer ga. Ker mi mislimo, da je to res tako simpel, pač prideš, ne, domov, vzameš telefon, pa posnameš, sej ko te pa košta 2 minuti. Ne, ni glih, ne. Ljudje se morajo pripraviti, pa vse tako. Ja, valjda, pa moraš moraš videti, če ti paše citat, kaj je na vrst. Glasilke ugret. Ja, baje, da pomagajo te baba, buba, biba, baba, buč, pa to. Bomo dali linke do govorne vaje. vaj. Surovih jajc ne gre, da ne okaš na salmonela. Ja. Čeprav ne, jih pregleduje, veš, tudi naša jajca so kar varna. Razen, če imate pa domača, pa ja, previdnost velja. Ja, Nikoli odveč. Nikoli odveč, ja. Pa salmonela ni nekaj, kar človek, mislim, jo bi hotel imeti. Tako da, mi pa pojmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Na Pagu smo, ne. Na Pagu. Nismo na Pagu, ampak smo bili pri Pagu. Ja, no, sodnik Pag je prav fest fante, ne, se je odločil, da jih bo dal pod ključ, ne. Ja, je rekel, se ste v redu, ampak lej, to, kar pa počnete, pa ni v redu. Ja. Kar je v bistvu res. Mal močen pridih nurnberških procesov sem dobil razen tega. Ne, pa je bilo malo bolj sproščeno. Mislim, ta Pak je bil mečkam bolj sproščen. To sem hotel reči, razen Pak je malce ga na izi vzel. Pak je naredil stvari tako malo bolj, ne. Pak je bil tak rock'n'roll, ne. Ja, to je bil, ja. Ja, lej, tudi malo sproščenosti se da v take težke teme uvesta, ne. Mal Mick Jaggerja, sodnega procesa. Sam plesal. Ja, lej, jaz si ga predstavljal, da je mal poplesoval. Da je mal, ja. Saj, kaj je šel iz dvorane, je mal... Sploh, to si ga pitega predstavljal. Kaj je šel direkt podporno prho, ne. Tako, mislim, valjda. Valjda, ja. Ja, no, moramo pa povedati, da smo ugotovili, oziroma naši fact-checker in fact-checkeri, ki jih imamo toliko 4, so ugotovili, da je ta novica o nepotrebnih orgijah fake. Ne, se to smo vedeli, sam preizkušali smo poslušali. Da vidimo, če spremljajo. Tako je. Jaz pa prek študenta najemam te fact-checkerje. A ja, ti nisva povedala. Ne, pozabila sta. Ali so še pa že dam, jaz upam, da nismo budžet za... Ja, sicer se smo mogli budžet za 2022 pokurti. Tako je, tako. Ne? Ja, kad drugače na oga bomo dubelj. To je res, tako da... Treba je požgati do konca leta vse, kar zaslužimo. Še minus prekazati, da je premajhen budžet imamo.
Ja, to je res. Tako da, kar se tega tiče, hvala za seribe.si. A če boš še zdaj, preden gremo na poglavje, še rebalans prejmemo, ali kaj za leta 2022. Gremo se glasovati o tem. Moram povedati, da smo dobili eno strašno lepo darilo z one strani Atlantika. Je naš prijatelj, citato gost in veliki oboževalec in poslušalec. Naš atlantski dopisnik. Atlantski dopisnik. Ameriški dopisnik. Čezatlantski dopisnik. Simon Ručigaj nam je za Božička in Dedka Mraza in tudi za Miklavža poslal eno tako veliko knjigo, če slišite, šelesti še kako se reče? Celofan zavita. Še v celofan zavita, zgleda kot Biblija, obroba je zlata, tako res je debela, črne platnice in z velikimi, niso tako masne, ampak so take art deco črke, piše The Ultimate Hitchhiker's Guide. Zdaj to už mogo na Twitterju slikati. Bomo dali slikco. Slikca na Instagram, Twitter, vse to. Res je lepa, res je lepa. Vsi jo hočemo imeti, ampak dobil jo bo samo en ali pa ena. Sam kaj bomo pa rekli, da je nagradna igra? Nekaj se bomo še spomnili. Nagradna igra bo. Ja, tako bomo rekli. Ta teden ne bomo sam pokazali, do drugega tedna se pa spomnimo. Bomo naš oddelek za igre na srečo vprašali. Za 2022 moramo tudi pokuriti budžet. Ja, tudi to. Ja. Da študentje, javite se kako. Bomo nekaj se spomnili. Knjiga je pa res lepa, no? Vse idej na vse tele bomo dali na vse tele obrežja. Pa pač bomo. Najbolj že kakšen mail piše, ali pa kaj zaenkrat. Mail? Ali pa nekaj. Se zelo malo mailov dobimo. Ali pa nekaj, ali pa mogoče kaj na Twitterju, ali pa na... Samo nekaj izmisleno. Ja. Ampak je res lepa knjiga, tako da se splača. Tako. Ja, a gremo zdaj na epizodo. Pa imo. Pa užgi un kvarnik. 2 meseca posneje pa tale pak oziroma Zipo Bibrok 5x10 na 8. To je zajeba. 10 na 8. 5x10 na 8 ali 5x10 na 8? No, 5x10 na 8, valjda. Ker 8 potenca. Ja. Bi jaz rekel. Ja. Zdaj bi mu rekel... Da imamo mi reči kar pak. Ali pa Zipo, če se kdo slučajno zmoti. Ja. Po legendarnih firecajkih. Tako je. Čeprav ono sam en P noter, ampak ja ne. Zdaj. Ja. Sounds the same, the P silent. Očitno ima ta Zipo tam dela isto, kot dela Mick Jagger, kadar ni na turneji. Mislim, dobro, zdaj že star, pa najbrž ne dela več tega. Si krimena ali pa kaj. Tako po moje sam na easy, veš. Ja, no, ampak... Kakšen vinček spije mogoče, ni tako več brutal. Ja, Zipo pa tam ne. Kaj je Mick Jagger v najboljših letih? Tako na draguljasti plaži. Seveda. Ja. Ne v najboljših letih, ker Mick Jagger jih je imel verjetno več takrat. Na draguljasti plaži ali kaj. Pač njegova leta prime, kako bi rekel, prime Mick Jagger tam od, ne vem, 60-ih naprej do ne vem kaj, 90. Od 65 do 85 zihar. Vse to, veš. Ajde, ne. Bi vam najbolj povedal. Čeprav, kot jaz razumem, bolj Richards za te otoke, ne? On ima rad. Po mojem tudi ni več kaj, da bi. Čeprav najbrž Jagger da toliko več denarja, da njega ne srečaš v baru na plaži, ker Richardsa je se da. Ja. Tako da, ja. V glavnem, in naš Pago, Zipo, Zipo Pago. 10 na 8 in vse to ni sam, ampak je tista čedna članica porote še vedno z njim. In ga vpraša, če že slišal za novico in Zipo reče, nekaj tacga, ne vemo. Hvala. To je, hvala. V bistvu v originalu sem šel pogledati, je hvala. Ali neki. Ampak v bistvu ne vemo, kaj to so. To so samo govorice. Ja. V bistvu zlobna podtikanja in natovcevanja, kaj se je takrat dogajalo. Ja, ker tega na posnetku v resnici ni. Očitno so imeli cenzuro ali kaj. Ne, mogoče se ni ohranil. Mogoče tukaj, to je privatno, mogoče GDPR. Parental guidance, veš, mogoče da je po moje GDPR, veš, to je njegov private time, veš, ne. Tis valjda, da je
sodni postopek mora biti obelodanjen. Tukaj pa še on žurat. Neki mi je dal misel, da tam, ki piše, da neki se je ohranil sam po ustnem izročilu, da namiguje. Mislim, ali avtor da vedeti, ali pa je prebivalec to. Tega nisem šel preveriti, kako je originalno, ampak po mojem je to kar kao šala, ne. Ustno izročilo. Dobro, pustimo nekaj tenčic skrivnosti. Ja, pustimo nekaj za domišljijo. Tako, ne si vsak predstavlja, kar si če. Ja. In potem ta novica, ne, ga nisi pretirano iz tira spravljala. Ne, se v bistvu on je rekel, upam, da nov dobra, ker mu je toliko dogajalo, toliko mu je bilo dobro, ker če bo nam prenesel. Ja. Njemu je bilo tako dobro, da če še eno dobro novico, zaradi dožitka. Pravi, je bila ta porodnica, zgleda kar vedela, kva dela. Pa plaže so tudi vedela, pa tam bomo to pol zvedeli, da planete tudi imaš 4 sonca, pa ne. Ja, tako, kar se spodob za plažni. Dragulje so plažo. Tako. Zgleda so Magretejci dobro delali na tem. Ja, ampak... A to ima še Ljubljanskega, pa kakšnega drugega, ali kaj? Kaj? Ne vem, kaj v Ljubljanga ni več. Sonce namreč. Sej bo, pride. Zdaj smo že... Zdaj se že premikamo. 10. januar, stari, to je mogoče že sonce bil danes, ne vem. Ali bo pa jutar. Zihar bo. No. V naslednjih 3 mesecih bo enkrat. Enkrat bo. Tako. Ja. Če ne, pejte pa malo višji, pejte na Tošk če vsaj, tam je že. Ja, najbrž da je res, ja. Malo višji pejte, no. Ljubljana pa je jebel ga. Kotlina je to. Kotlina ima svoj pač... Ba je, da to neka fiska, pa... To, pač, luža. No, tako da ja, kaj. Tale porodnica mu je v bistvu zaupala, da je slišala pri poročilih, da so v bistvu njegovo sodbo, ki jo je izrekel, da so jo z današnjim dnem pa je padla v izvršitev. Ja. Niso se pretožili? Mene so bolj zmotili presunljivi poudarki. Kaj bi že voditelj, veš, kaj je rekel, dobro. Bobovnik. Ali je to vaš zadnji odgovor? Po mojem ni hotel Bobovnika biti v glavu. Močno dvom, zdaj si dal te porno porotnici, si dal zdaj Bobovnika v glas, groza. Fak, še brke daš gori, ne, in smo to. A vidiš, kam gre možgan, če ne paziš. Prepozen, žitam. Presenetljivi poudarki so bili v glavnem odveč, ne. Tako da, ja, v bistvu sodba je bila izvedena, izpeljana, ampak zgodil se je pa še nekaj. Ne? Ampak misliš, da so sploh imeli oni možnost kakšne pritožbe, ti fanti s kriketa? Po moje ne. Ne, po moje tukaj ne, to je tako, kar se pravim. Jaz se pravim, tukaj Nuremberški proces je lej. A ne, pa oni, če je bila porotnica, so imeli poroto in porota je rekla, da so krivi, oni pa sam sodbe, a veš. Sej sodbe. Višino, ne. Sam pa navate, recimo pri nas je tako pač, pa verjetno tudi kje druge. Možnost pritožbe na sodbo, ne? Najbrž je bila to neka najvišja inštanca, galaktična. Tako, tukaj ni. Sigurno, da je bila. Ni, pritožbe ni. Po mojem je bilo to vrhovno galaktično sodišče, ne. Zato je pa tudi tak bogat honorar, da budeš lahko na draguljasto plažo. It all makes sense, veš. Sam ta Bobovnik mi še ne gre iz glave. Našim poslušalcem ne si trzeli. Zato pa pejmo rajši citat. Pejmo. Citat bo tokrat, bomo slišali, kdo ga prebral, pa poslušmo. Just after the slow time envelope was locked, she said, and paused a moment from rubbing in the essence of qualactin, a cricket warship which had been missing, presumed destroyed, turned out to be just missing after all. It appeared and tried to seize the key. Zippo sat up sharply. Hey, what? He said. It's all right, she said in a voice which would have calmed the Big Bang down. Apparently there was a short battle. The key and the warship were disintegrated and blasted into the space-time continuum. Apparently they are lost forever. Z glasom, ki bi pomiril še veliki pok, ne? Ta je bila tudi lepa. Ampak povedala pa v bistvu, da se je nekaj čudenega zgodilo. Ja, ni vse šlo tako gladko, kot sem mislil, da bo šlo. Ne? Ja, sam očitno glede na to, da se je razblinila v časovno-prostorskem kontinuumu,
niso polagali neke baš jake pažne. Kaj se je razblinilo v časovnem kontinuumu? Ja, mislim, ladja in ključ. Ne? Tako. Se smo slišali. To bi se lahko že, ne vem, s filmov naučili, ne? Teh zemeljskih. Ne? To je res, ja. A veš, če ne najdeš trupla, ne? Lej, ni mrtev, prvo nazaj. Jebemo mater, da pride nazaj. Ja. Dobro, samo odvisen, kjer če bo prišel živ nazaj, je še v redu, če bo prišel mrtev nazaj. Kakšen žanr? Veš, tukaj ima še žanr, ne? Veš, če je horror, bolj tudi, če ga ustreliš z motorko. Ja. Ustreliš z motorko. Mislim, z motorko in ustreliš z motorko. Ja. Še vsem pride nazaj. Ja, to je res, ja. Veš, tako, če tiskaj preživi, ampak tako Kalj je prav, ne? Zlato pravilo, če ni trupla, pa bo zmeri še nadaljevanje, bo še ta drug del ali pa tretji del. Ja. Mislim, očitno je bil časovno-prostorski kontinuum taka resna stvar, ni heca za katero si rekel, da je stvar zavedno izgubljena. Ne? Ja, sam tu za mogoče... A veš, en fizik bi dvignil obrv, za enega pravnika pa verjetno pa še, ki se ena ukvarja z nečem njegovim, je verjetno pa rekel, super. Mislim, v bistvu vemo, kaj je rekel. Rekel je samo hvala. Rekel je, da je še enkrat. Kjeru, veš? Kjeru pa? Ja, tole, točno, ne to. Ti sprej, ja, točno. Še to je rekel, ja. Tudi on je vedel, o čem govori, ne? Ja. In definitivno ga niso unifanti z kriketa takrat čist nažvec. Niso. Honorar je dubo, porotnico je dubo, plažo je dubo, a še od porotnice ene par stvari dubo, tako da jaz bom rekel, life is beautiful. Sploh si ni belo glave s tem, ne? Ja. Ne, pa konc konca se to ni njegov, mislim, job, ne? On je naredil svoje, ne? Tudi dubu nagrado in vse skap, to je pač, ja, ok. Mislim, ja, tisti, ki so pač, ki bi jih mogli... Tisti, ki so za sodbe odgovorni, pa za vse te stvari. Izvedbo sodbe, ne vem, tako, ja. Kdorkoli že to je. Tisti so pa spet malo bluznali, ja. Si dobra, veš. Če en manjka, si v redu. Ena ladja. To so točno to. To so te slabi scenaristi iz Hollywooda. Tako da, ja, ampak ne, a veš, kaj sem pozabil povedati, smo pozabili moment, ali pa ne vem, če smo. Vmes povede, ne, je Sapica prišla, pa da se mi je naprav fajn, ne. Ja, zdaj pa pove tudi, da je Sapica tudi šla, ker ni imela več kaj delati, ker je bil, hvala tok. Hvala. Iz srca. Ja. Tako da, ja. Ampak me pa spet, me je pa fasciniralo, kaj se je zgodilo s čarovnikom, ne, ta čarovnik je pa približno tako, kot oni, a veš, etimologiji v 7. poglavju, ki so na koncu poglavja kar neki, ne, kar tako, ne, od zdaj sem ugotovil, kaj je to. To je ta Monty Python scena, veš? Ja, valjda, da kar neki, ne. Ti ne veš, ne, recimo, ne vem, na Hrvaškem bi en krofe prodajal, ne, na plaži. Plej pa čarovnik pršel, mislim, o čem je zdaj tvoj problem? Ja, to imaš prav, ja. To imaš prav, kaj ti veš, kaj je na njihovi dragulisti plaži, kaj skače okrog? Ulični umetnik. Tako? Ja, mogoče je bil pesnik v bistvu, pa ne vemo, ne. A čarovnik? Ja. Čeprav ne, čarovnik. Ne boš še rimov, veš, to ima dve službi na en mah. To ni. Tukaj pa smo kaj že, na pečino obešalnika, ne? Tako, pečino obešalnik, evo ga. Dobite nas to, recenzijo imamo. Res, da. Ja. No, dobro, naslov ni glih neki najjači, ampak ne, se v bistvu je dobro. Petrežno neškodljivo poslušanje. 5 zvezdic, MLAZZ, pravi pa takole. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o enem poglavju ene knjige, pa ne vsakič o istem poglavju, to bi bilo že res pretirano, se strinjamo. Čeprav! Anjo peli iz vrtoglavo hitrosti drvijo po galaksiji in poskušajo vsak teden iz divjene točnega vodiča potegniti kakšen drobec modrosti. Hvala lepa. Tudi kakšno divjo netočnost dodamo. Ja. Kakšen teden ja, kakšen teden ne, ampak dobro. Ja. O vrednosti tega drobca na skali med ni vedno niti para dingovih ledvičk in brisačo, pa se lahko prepričati sami. Le prisluhniti je treba. Lepo.
Lepo. MLAZZ, res, to pa. Lepo. Vse smo že imeli veliko. Jaz sem dal kar knjigo. Ne, bomo dal, bo že ne. To je podkopanje. Ne, pa ni podkopanje, ker ni vedel, da je v dubu. Ampak to je res, ja. Ampak ne. To je res. Ampak ne, bo. Da ne bomo toliko čestitk na koncu dubelj, kot premije slučajno. Pustimo politiko, ali pa Godler, ki pravi, da dobili smo veliko pisem. Ne veš, kdo bolj laže. V glavnem, tako da recenzijo na Apple Podcasts lahko napišete tudi vi. Hvala, ker ste bili z nami. Sledite nam lahko na obrežjih, posod smo afna, opravičujemo se. Ja, to je pa to. To je to pol za danes, ali kaj? Ali še prepovaja poslušalstvo. Najlepša hvala za podporo. Ne? Ja. Poslušalsko in finančno. Brez vas ni nas. To je res. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Kakšni simbiozi mi živimo s poslušalci, si to kdaj predstavljal? Hvala za vse ribe, pika.si. To je bil pa tak intermezzo, da smo že na valu, veš, ne na radiju Arsenal. Še 10 let pa bomo tole v nulo. In skoraj sta mi ubila, ker sem med tem, kar si ti na pogovoru. Avtro sem razmišljal o brkih Slavka Bobovnika. To te bo preganjal. Danes boš sanjal. A veš, tako kot Vika, ki je imela Tony London. Ustav. Gasi, to je. Sudija, sviraj kraj. Kar je pa preveč, je pa preveč.